Za koga ste glasovali? Ja, seveda, za Svobodo. Za SDS. SD. Mi socialisti sem bolj. Kampanja je bila zelo intenzivna pred temi volitvami, po čem si jo boste zapomnili? Ja, zapomnil si bom jo predvsem po tem, da so maske padle, da se je marsikaj razkrilo. Ja, bila je zelo taka neprijetna. No. Dosti manj je bilo tega recimo kulturnega boja, več dejansko tematik o tem, kako razporedimo sredstva v državi. Nizkih udarcih, bom rekel, z ene pa z druge strani. Potem, da niso ravno vsebinsko se osredotočali, ampak da so si med sabo metali polena pod noge, tako da to je zelo slabo. Po prelomnosti. Po veliko prepirih, veliko nesoglasij, po veliko nejasnosti. Kaj pa je bil glavni razlog za vašo odločitev, za to, za koga ste se odločili? Program stranke, bom rekel. Sem glasoval za stranko, za katero mislim, da najbolje zastopa interese razreda, v katerega jaz spadam, torej v tistih, ki delamo za svoje življenje. Jaz kampanje sploh pravzaprav niti ne spremljam. Jaz se odločam na tem, kar kdo 4 leta dela, nekaj govori. Dolgoletna, predhodna, že dobra dejanja. Kaj pričakujete po volitvah v bistvu? Iskreno nadaljevanje te koalicije, ki je zdaj 4 leta vodila vlado, mogoče s kakim dodatkom stranki so na robu zdaj parlamenta. Ja, boljše razmere, da bo se stanje izboljšalo. Da bodo stali za svojimi stališči, za svojimi programi. Da bo stabilno, pa da bojo naredili za našo blaginjo, pa upam, da bomo mirno živeli dalje. Pričakujem novo vlado, ki bo delala pošteno, nelažnivo, resnično. Nadaljevanje tistega, kar se je začelo v prejšnjem mandatu.